Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Par dni nazaj smo že ujeli premierja Goloba na laži, da nikjer v Evropi ni recesije. Naš včerajšnji posebni gost, dr. Janez Šušteršič, pravi, da Golobov šarm nanj ne deluje, ker posluša, kaj govori. Pa ga poslušajmo. Premier Robert Golob nikoli ni in niti v prihodnje ne bo komentiral svojega zasebnega življenja. Tako na vprašanje, kakšen je status Rjevoljaske, ki je predsednika vlade spremljala na Vatikanskem božičnem koncertu, odgovarjajo v njegovem kabinetu. Hkrati pa pojasnjujejo, da koncert ni bil del uradnega obiska Svetega sedeža v Vatikanu. Lahko uradno potrdimo, gospa Tina Gaber je vaša življenjska partnerka. Ja, že en čas je, že en čas živimo skupaj. Tudi z mojimi otroci, tako da ta del ni na noben način skrivnost. Odselili smo se pač poleti oziroma jeseni leta 2021. Šarm ali šejk torej? Ne, draga Tina, ne šarm ali šejk, ampak zgolj šejk. Dokler verjamete. Sedaj pa se lotimo 141. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: zarota se Svetovna zdravstvena organizacija spreminja v svetovno zaroto. Ali Svetovna zdravstvena organizacija še skrbi za svetovno zdravje ali pa se vse bolj spreminja v skrito orožje globalnega kapitala in parcialnih interesov, nam bosta povedala naša posebna gosta. Jezikoslovka Tjaša Vuzem in pa zdravnik, specialist, internist, magister Vladimir Pirnat. Tjaša, Vladimir, toplo pozdravljena v Faktorju. Pozdravljeni. Tjaša, kaj je v resnici Svetovna zdravstvena organizacija in zakaj se vi kot jezikoslovka sploh s tem ukvarjate? Svetovna zdravstvena organizacija je del Združenih narodov, ustanovljena je bila 48. leta in naj bi skrbela za dobrobit ljudi v smislu zdravja. Zakaj se jaz ukvarjam z tem? Torej, leta 2020, do takrat je bila moja poklicna pot čisto v drugi smeri. Sem dolgoletna direktorica ene izmed prvih šol jezikovnih v Sloveniji. No, leta 2020 sem pa dokaj hitro ugotovila, predvsem iz tujih medijev, glede na to, da sem jezikoslovka, jih ves čas poslušam, da nekaj se ne ujema. Se pravi, po eni strani sem dobivala takšne informacije iz alternativnih medijev in jih potem primerjala, tako da sem enkrat prav naredila razpredelnico, kaj pravijo uradni mediji in kaj alternativni. Recimo zelo mi je padlo v oči tistle shod v Berlinu. Mediji so trdili, da je bilo okrog 30.000 ljudi. Glede na to, da mi je jasno, kaj pomeni 1 milijon ljudi, takrat, veste, moj brat je hodil na te parade, mi je hitro postalo jasno, da to ni to. In potem sem toliko bolj začela temu slediti in hitro dobila knjigo od profesor dr. Sušarjit Bahdija, ki sem jo potem tudi delno po delih mičkeno prevedla, da bi ozavestila širšo javnost. Ampak kaj se je zdaj, Tjaša, konkretnega spremenilo pri Svetovni zdravstveni organizaciji? Vemo, še nekaj let nazaj smo se križali, ko je takratni ameriški predsednik Donald Trump začel groziti, da bo ZDA izstopila Svetovna zdravstvena organizacija. Danes mogoče tudi pri nas marsikdo o tem razmišlja. Kaj se je vmes spremenilo? Kaj je tisto, kar recimo vas in vas še somišljenike moti pri Svetovni zdravstveni organizaciji? Finance so tiste, ki so spremenile tudi še tako plemenit namen in vedno so tukaj vzadej. Zelo nazorno oziroma zelo natančno sem že veliko časa, zadnje 3 leta, se ves čas s tem ukvarjam, raziskovala finančni ustroj te organizacije, tako da sem ugotovila, da recimo v 70. letih
je dejansko financiranje potekalo še iz strani držav v smislu 20% in 80% so bile potem neke donacije ali teh držav članic ali pa katerihkoli drugih organizacij. Torej, financiranje, še enkrat moramo povedati, da poteka na dva načina. En način so neke obvezne članarine, če lahko tako rečem, z strani držav članic, drugo pa neobvezne donacije. V tem času se to doniranje strani korporacij in recimo tudi nekih dobrodelnih organizacij stopnjevalo in NGO, nevladne organizacije, se je stopnjevalo, tako da je recimo leta 2015 na eni konferenci, torej na generalni skupščini SZO, povedala takratna direktorica, generalna direktorica Margaret Chan, je javno izrazila zaskrbljenost, namreč povedala je, da 30%, takrat je še bilo 30%, prihaja iz virov z strani držav, vse ostalo, 70% pa prihaja, kot sem že omenila, od privatnih subjektov. Dodala je še tudi, a veste, tile privatni subjekti imajo vedno tudi svoje želje oziroma kar svoje zahteve, a ne. Rekla je zelo slikovito, no, za ostalih 70% pa moram vzeti klobuk in iti po svetu okrog, da dobim ta denar. No, in to se je zadnjih 20 letih pa toliko stopnjevalo, da recimo je zdaj, sem na zadnje računala, samo še 18,5% kritega za strani držav članic, vse ostalo pa vemo odkot. Ja. Vladimir, zdaj, vi ste zdravnik, zastopate skupino približno 100 zdravnikov. Človek bi pričakoval, da boste v prvih vrstah tistih, ki zagovarjajo Svetovno zdravstveno organizacijo. V glavnem, mogoče je v javnosti vtis, da smo zdravniki enotni pri zagovarjanju Svetovne zdravstvene organizacije oziroma njenega ravnanja, posebno po začetku pandemije COVID-19, ampak zdravniška srenja po celem svetu se je močno razdelila v zagovornike in podpornike teh predlaganih ukrepov, ki so večinoma nekje v establishmentu medicinskega poklica. In pa tiste strokovnjake, ki pa lahko poudarim, ki niso odvisni ali politično ali finančno od nekih farmacevtskih lobijev in so zadost mednarodno prepoznani, da so seveda zavzeli pošteno strokovno stališče in absolutno nasprotovali Svetovni zdravstveni organizaciji oziroma njenim priporočilom oziroma napotkom v času koronske krize, ki so v popolnem nasprotju z prej veljavnimi medicinskimi aksiomi, doktrinami in niso podkrepljeni z nobenimi novimi znanstvenimi dokazi, ampak po mnenju mnogih kolegov v tujini in tudi v Sloveniji v bistvu nekje so povzročili in še povzročajo veliko več škode, kot pa koristi. Zdaj, Tjaša, Vladimir, kaj konkretno, recimo, poleg teh financ in tega, da pač povzročajo več škode kot koristi, pač to, kar predlaga Svetovna zdravstvena organizacija, kaj konkretno, recimo, je tisto, kar povzroča škodo? Netransparentnost. WHO, želela sem povedati v začetku, struktura njegova je takšna, se pravi razdeljenje na sekretariat, potem je izvršni odbor Svetovne zdravstvene organizacije in pa generalna skupščina. Kar se dogaja v sekretariatu, se pravi pogodbe, ki so sklenjene z privatno javnimi partnerstvi, so več ali manj tajne in to sicer na željo teh donatorjev,
kar pomeni recimo tudi, mi smo imeli, zdaj to moram povedati, že drugi sestanek za dr. Petričevo in sicer v mednarodni zasedbi. Bili so posebej zdaj na drugem sestanku ljudje, ki se res z temi stvarmi se spoznajo na te stvari, akademiki. In smo ji to tudi predočili, recimo našli smo 40 pogodb, ki je sklenila z tehnološkimi podjetji, naprimer to so WhatsApp, Facebook in podobni, so skriti in ne moremo videti, kakšni pogoji so v samih pogodbah, kako se zavezujejo ali ne. Se pravi, naša predstavnica dr. Silvija Berndt, avstrijska pravnica, je poudarila dr. Petričevi, da je transparentnost zelo poceni način, da se ugotovi, da neka organizacija deluje fair in pošteno. Bilo je nam obljubljeno, da bomo dobili odgovore, da bo vprašala v sekretariatu pravno službo, od tega je zdaj že 2 meseca, po mojem večkratnem urgiranju, žal tega nismo dobili, kot tudi ne zapisnika. Tako da ta transparentnost za moje pojme ni transparentnost in delujejo drugače, kot govorijo, tako bom rekla. Zato jo pozivam, zdaj jo javno pozivam, prosim za zapisnik druge seje in tudi prve seje in tudi za odgovore na vprašanja dr. Silvije Berndt. Poslala je 2 konkretna dopisa. Vladimir, kaj pa z vašega medicinskega vidika? Kaj je recimo bilo sporno pri tem, kar nam je Svetovna zdravstvena organizacija zapovedovala, posebej v povezavi z pandemijo COVID-19? A je sploh šlo za pandemijo, po vašem mnenju, glede na kriterije, ki so veljale do leta 2020, da tako rečem? No, jaz bi si dovolil to, da posežem malo nazaj. Seveda. Naprimer, Svetovna zdravstvena organizacija je premosorazmerno z večanjem deleža financiranja s privatnim kapitalom in pa vpliva teh donatorjev delovala čedalje bolj, človek bi rekel, proti obstoječi zdravniški doktrini, ki smo jo poznali mnoga desetletja prej. Tako je leta 2009, en mesec pred izbruhom svinjske pandemije, spremenila definicijo pandemije. Namreč do takrat je veljalo v strokovnih krogih kot aksiom, da je pandemija nastopi takrat, ko je neka nalezljiva bolezen razširjena na več držav oziroma tudi kontinentov, da seveda povzroča veliko število zelo hudo bolnih in da povzroča zelo veliko število umrlih. V tej spremenjeni definiciji WHO glede pandemije sta odpadli zadnji 2 zahtevi. Tako da po današnji definiciji pandemije, ki zagovarja Svetovna zdravstvena organizacija, je lahko vsak navaden nahod pandemija. Važno je edino, da je malo razširjen izven meja nekega države. Kajti ni več potrebna zelo velika umrljivost in ni več zahteva za razglasitev pandemije zelo veliko število obolelih ljudi. Druga stvar, ki je bila ravno tako v bistvu zame šok, pa tudi za marsikoga kolegov po svetu, je bilo spremenjeno znanje nas, zdravnikov, o imunosti. Prej je veljalo, da je imunost po preboleli infekcijski oziroma nalezljivi bolezni možno doseči ali z preboletjem te bolezni ali pa z cepljenjem. Svetovna zdravstvena organizacija je to definicijo spremenila in sedaj po njeni presoji velja samo še, da je možno doseči nekje čredno imunost samo s cepljenjem, kar je daleč stran od resnice. Danes vemo, naprimer, pa tudi prej smo vedeli, da je naravna imunost, to je tista, ki nastopi po prebolevanju neke nalezljive bolezni, veliko dolgotrajnejša in pa veliko tudi bolj učinkovita. Vladimir, če se strinjate, bi tukaj postavila vejico.
pa bi se vzeli krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj je v resnici Svetovna zdravstvena organizacija. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša posebna gosta, Tjaša Vuzem in magister Vladimir Pirnat. Pogovarjamo pa se o tem, ali se Svetovna zdravstvena organizacija spreminja v svetovno zaroto. Vladimir, predno smo šli na krajši premor, ste ravno razlagali, kaj vse je narobe z novo doktrino Svetovne zdravstvene organizacije, pa izvolite, nadaljujte. No, prvi dve spremenjeni definiciji Svetovne zdravstvene organizacije, ki nasprotujejo medicinski znanosti in stroki, sem že omenil. Ja. Tretja je pa bila spremenjena leta 2021 definicija cepiv. Do takrat, in tudi tako, kot se je večina ljudi predstavlja še danes, so cepiva pomenila neko sredstvo, s katerim v bistvu preprečimo cepljenim ljudem, da bi se okužili za to boleznijo, da bi bili imuni, ko pride do izbruha bolezni. In seveda za to spremembo definicije sedaj ni več potrebno, da si imun, ampak je edin po novi definiciji cepljenje medicinski poseg, s katerim praktično vplivamo na imunski sistem. To je zelo nedoločen, nestrokoven, neznanstven pojem. Posebno izkazalo se naprimer zdaj pri COVID-19, da so ljudje začetka verjeli, da tako kot smo se cepili za tuberkulozo, pa si pa bil imun mnogo let, če ne doživljenjsko, da se boš cepil zoper COVID, pa boš imun in bomo zaustavili to pandemijo in bomo lahko normalno živeli naprej. Take so bile obljube Svetovne zdravstvene organizacije in tudi naših in pa tujih, bi rekel, zdravstvenih odločevalcev. Nažalost se je pokazalo, da ljudje, ki so se cepili, ne samo, da lahko ponovno zbolijo, ampak da so po enih novejših raziskavah celo pogosteje zbolevali kot tisti, ki niso bili cepljeni. Na kar so pol seveda zagovorniki tega cepljenja objavljali, da pa dobro, zdaj, če pa že zboliš, je pa vsaj bolezen blažje potekajoča, kar zopet nekje nasprotuje novejše raziskave, ki dokazujejo, da je celo večje število ljudi, ki so bili cepljeni, hospitaliziranih ali umrli, ne samo zaradi COVID, ampak tudi zaradi drugih bolezni. Zakaj je Svetovna zdravstvena organizacija šla spreminjati te definicije, postane jasno, če razumemo to, kar je gospa Tjaša Vuzem povedala, da seveda deluje v interesu svojih financerjev. To se pomeni čim več zaslužiti z raznimi medicinskimi produkti, in to se je pokazalo praktično v pandemiji COVID-19 zelo lepo. Namreč spomnimo se vsi, da praktično je večina ljudi, ki je bila cepljena brez nekega pravno veljavnega informiranega pristanka, da so se cepili ne zaradi strahu pred virusom, ki se je pokazal približno enako nevaren kot malo težja sezonska gripa, ampak da so se cepili predvsem zaradi pritiskov in da so lahko normalno živeli. Zato, ker pred cepljenjem, to se pravi prvo leto te razglašene pandemije, je WHO na predlog Svetovne zdravstvene organizacije so bili uvedene neke neznanstvene metode, nefarmakološki pristopi. To pomeni lockdown, prepoved druženja, prepoved gibanja, distanciranje ljudi, nošenje mask, prepovedanje dela, zapiranje šol. In seveda to se je pokazalo in danes je več kot nedvoumno povzročilo enormno, ne samo zdravstveno škodo, ampak tudi enormno družbeno in gospodarsko škodo. Vse te napotke seveda
je izkoristila pač farmacevtska industrija, pa tudi mora biti kdo drugi zraven nje, ki so pa ustvarjali enormne dobičke s prodaje teh zdravil, za katere se je izkazalo, da prvič niti niso cepiva, ne, kajti po pojmovanju medicinske stroke cepiva prepreči bolezen. Ampak izkazalo se, da na primer Pfizer niti ni naredil poskus, ali ta njihova substanca, ki je genska substanca, prepreči prenos bolezni. To je izjavila direktorica Pfizerja pred Evropskim parlamentom. Ne, in seveda, drugo je pa to, da mislili smo od začetka, da je pač tukaj interes neki finančni, ne, bogatet nekim, oziroma vračati te donacije nekajkrat oplemenitene, ne, z narekovanjem nekih farmakoloških postopkov, ampak nažalost, ne, se je že leta 2021 pokazalo, da namen Svetovne zdravstvene organizacije ni bil izkoristiti to pandemijo COVID-19 samo za prodajo nekih nepreizkušenih eksperimentalnih tako imenovanih cepiv, ampak da je predvsem v bistvu bil uveljaviti neke spremembe v statusu same Svetovne zdravstvene organizacije, ki bi praktično ji podelili neko nadnacionalno pristojnost oziroma oblastna pooblastila, da bi lahko njeni predlogi kadarkoli postali v bistvu vsem državam sveta obvezujoči, praktično bi bili nad zakonodajo in pa tudi nad stroko kakršnekoli države. Ob tem pa seveda, ne, vemo, da se je v času koronske pandemije kršilo številne človekove pravice, pravico do dela, pravico do druženja in tako naprej. Ne. In seveda z zahtevami, ki jih sedaj postavlja Svetovna zdravstvena organizacija, da spremeni svoje ingerence, ne, postaja po moji oceni to ena izjemno nevarna organizacija oziroma začetek neke globalistične, totalitarne vladavine, kjer bojo države izgubile svojo suverenost, zdravniki praktično bomo izključeni iz odločanja o zdravljenju svojih pacientov in pa seveda predvideva se tudi neke prisilne inštrumente, ki bojo prisilili in državljane in države, da bojo te neznanstvene kot so metode in pa napotke, ki so bili dani podobno, kot so bili dani v času COVID krize, enostavno izvajane. Ja. Tjaša, zdaj slovenski mediji kljub temu poročajo, ne, v zvezi s tem sporazumom, ki ga je zdaj tudi Vladimir omenjal, se pravi Svetovne zdravstvene organizacije, ne, da pa ne glede na to, kaj bo noter pisalo, nas nihče ne more prisiliti v to, da bi pač nas obvezno cepili. Kako vi to komentirate? Jaz mislim, da lahko. Ne? Tukaj je kar enih par takšnih točk, ki bi jih bilo treba poudariti. Se pravi, kje bi začela. Do sedaj so bile zadeve oziroma priporočila glede nekih ukrepov, ki so prihajala strani organizacije WHO, samo priporočila. Od sedaj naprej bodo pa nekako zavezujoča za vse države. Generalnemu direktorju se bo dajalo kar velika pooblastila, se pravi, lahko bo razglasil pandemijo, ne samo zaradi nekih evidentnih izkazov, temveč tudi potencialnih, se pravi, mogoče tudi subjektivno, in to velja za celo paleto, za cel spekter možnosti, ne samo recimo glede zdravja. Ne. To zdravje se bo razširilo, to se imenuje tako imenovan One Health, se bo razširilo tudi na zdravje ljudi, na okoljsko zdravje, se pravi
domače povedano, če bo, ne vem, mogoče bodo ugotovili, da bo nekje preveč CO2, bojo pa pač tam razglasili pandemijo ali ne vem, v ožjem ali v širšem okviru. Zdaj problem je v tem, ker to je treba res poudariti, ker izhajamo pač iz te farma lobija oziroma big farme. Namreč v času, ko se izredne razmere razglasijo, takrat lahko tudi zakoni o cepivih nehajo veljati, ne? To pomeni, da dobijo cepiva ali druga zdravila, karkoli, neko pogojno dovoljenje. Sedaj z tem novim zakonom oziroma s tem novim sporazumom bo to šlo še hitreje in ena izmed takih organizacij, ki je Cepija, ne, seveda zelo prisotna tudi v WHO-ju, donatorsko, je zdaj dala na svojo prvo stran 100 dni do cepljenja. To pomeni, da bodo v 100 dneh od sekvenciranja virusa ustvarili cepivo do takrat, ko bodo začeli cepiti. Do sedaj vemo, da je veljalo par leta, ne, ali celo več. Se pravi, pospešilo se bo tudi to. Mislim, da so resnično nevarnosti, da se nam vzamejo pravice oziroma tudi državam ta suverenost, ta možnost odločanja in tudi možnost kontrole, a ne? In nikoli, je treba poudariti, nikoli še ni bila ena mednarodna organizacija tako nekako vse prisotna oziroma direktno nad človekom, saj nikoli nismo bili tako malo zaščiteni. Vedno je bila tukaj le vmes nekak država, ki je ščitila svoje državljane, sedaj bo pa to ena in edina svetovna zdravstvena organizacija. In če ne moramo mi recimo soodločati, a ne sooblikovati, če nas ne bo država ščitila, kdo nas bo ščitil. In še en velik problem je, ki ga je potrebno nujno izpostaviti, in to je imuniteta vseh, ki delajo v Svetovni zdravstveni organizaciji. Se pravi, karkoli naredijo, oni niso odgovorni. Spet, kdo nas bo ščitil? Oni imajo tudi v temu njihovem, podpisali so eno pogodbo glede imunitete in imajo svobodo mišljenja in kar pomeni, da lahko povedo karkoli. To spet pomeni, da lahko se zlažejo, lahko širijo torej karkoli in ne bodo odgovarjali. Se pravi, kam gremo, a ne? V novem pandemičnem, torej gre, moram povedati, za dva inštrumenta pravna. Eno je, nastaja novi sporazum ali pogodba, zdaj se imenuje CA+, in pa spreminjajo se IHR, to pomeni mednarodni zdravstveni pravilnik, se pa spreminja, dodaja, ne? In eden in drugi, torej predvsem prvi, je nekako sloni na tem, da bodo zavezujoča pravila, ki jih bo postavila SZO oziroma ne več priporočila, določila, bodo zavezujoča. Tudi nekaj tega najdemo v teh spremembah od mednarodnega zdravstvenega pravilnika. Ja, pomembno je povedati tudi to, recimo, kaj se nahaja v teh pravilnikih oziroma spremembah, amandmajih, ki jih je nekaj več kot 300, kateremu so nasprotovale afriške države, zdaj so ponovno tiho, ne vem, kakšne lobistične igrice potekajo zadaj. Ja. No, v glavnem, hotela sem reči, da eden izmed takih najbolj perečih je, da je indijska delegacija črtala človekovo dostojanstvo, človekove pravice, kar je, mislim, da katastrofalno, in dodala equity, ne? To pomeni nekako pravičnost, da bodo imele vse države enak dostop do cepljenja, verjetno do cepiv, jasno, da jim je v interesu, da prodajo čim več tega. No, tukaj bi povedala samo to, Bill Gates, ki je vložil
ogromne denarje, milijarde je v tem času od leta 20 do zdaj obogatel, torej povišal svoje bogatstvo za približno 30%, iz 98 milijard na 129 milijard. Še to, on nastopa ne samo preko fundacije Bill in Melinda Gates, ki so trenutno na 3. mestu največjih donatorjev, ampak nastopa tudi preko druge organizacije Gavi, kjer tudi sedi v upravnem odboru. In če se štejete iz teh donacij, ki so jih dali, eno in drugo, dobite 20%. To pomeni, da je največji donator preko ene in druge fundacije dejansko Bill in Melinda Gates, torej Bill Gates. Vprašanje je bilo naslovljeno tudi dr. Petričevi in je povedala, da se zaveda tega problema in da delajo na tem. Nobenega drugega odgovora nismo dobili. Ja. Vladimir, zdaj 2 stvari sem v teh dneh prebral, recimo v zvezi z pandemijo COVID-19, pa me zanima vaš komentar kot zdravnika internista medicine. Ne? Prva je bila, da nihče zdrav mlad ni umrl zaradi posledic bolezni COVID-19. Ja, ne, sej že zdravo razumsko, ne, kmalu po razglasitvi pandemije, ne, so podatki pokazali, da je bila povprečna starost umrlih oseb čez 80 let v večini držav sveta. In praktično, če vemo, da je povprečna pričakovana doba tam nekje okrog 80 let, ne, že to govori, da praktično ta bolezen oziroma virus SARS-CoV-2 ne more biti hudo nevaren. Ne. Druga stvar je seveda, ne samo to, tudi v Sloveniji smo praktično naredili 3. študijo na svetu z testiranjem prisotnih protiteles, kjer smo ugotovili, da večinoma ne, da je že mnogo ljudi prebolelo to bolezen asimptomatsko, se pravi, da niso niti vedeli, da so bolni, ampak so imeli že protitelesa proti njej. In pa ocenjena smrtnost te strašne bolezni, za katero je Svetovna zdravstvena organizacija navajala 23-krat preveliko smrtnost, brez nekih dokazov, ne, da je tam okrog 0,1. To študijo je naredil v Sloveniji, oziroma je bila narejena pod vodstvom profesor dr. Petrovca iz Mikrobiološkega inštituta. Nažalost je pol ta raziskava oziroma njeni rezultati zapadli v pozabo. Predtem so naredili podobno raziskavo v Združenih državah Amerike, kolegi univerzitetni profesori iz Univerze Stanford, in dobili podobne rezultate. Ne, ampak kljub temu, da je tudi Svetovna zdravstvena organizacija zelo kmalu dobila znanstvene, kompetentne, relevantne podatke, da ne gre tukaj za neko hudo smrtno nosno bolezen, ne, so vztrajali pri svojih mantrah, se pravi testiranju zdravih ljudi, kar je bilo zopet v nasprotju z dotedanjo medicinsko znanostjo, kajti vedeli smo, ne, da kužen je človek, ko pokaže znake bolezni. Ne. In seveda, če bi upoštevali znanost, ne bi nikjer po svetu testirali množično populacijo vsaki dan ali pa zelo pogosto z nekimi testi, ki niti niso bili umerjeni in so dostikrat pokazali lažno pozitivne rezultate. So pa zelo dobro seveda opravili svojo nalogo in to je, da so povzročali paniko med ljudmi. Ne? In pa da so seveda na osnovi rezultatov teh testov lahko izvajali lockdowne, prepovedali ljudem hoditi delati, se družiti in tako naprej. Tako da, še eno vprašanje imam za vas, Vladimir, če dovolite. Ne? Druga stvar, ki sem jo pač prebral, ne, je pa, ne vem, sicer je to za jokati ali za smejati, boste vi povedali, ampak pač Novozelandci sporočajo, da njihov novozelandski česen uničuje COVID-19. Kaj pa na to pravite, recimo? Ja, ne samo novozelandski česen, ne, verjetno
je, če sledite malo tudi po alternativnih sredstvih obveščanja, ne, veliko substanc, ki lahko ali pomaga pri zdravljenju virusne bolezni, rečemo gripe ali njej podobnega COVID-19. Nažalost je na svetu tudi Svetovne zdravstvene organizacije nam zdravnikom bilo prepovedano na nek način zdraviti bolnike. Če se spomnite, mantra je bila, zdravilo ne obstaja, ostanite doma, ko ne boste več mogli dihati, pridite v bolnico, da vas bomo intubirali. Seveda, to je pri ljudeh vzbujalo zelo velik strah. In analitiki te psihološke zgodbe pandemije COVID-19 pravijo, da to je bila pandemija pozitivnih PCR testov, ne bolnih ljudi, ampak seveda uspevala je pa zaradi strahu, ki ga je v kosti ljudi nagnala Svetovna zdravstvena organizacija, pa tudi drugi mediji, ki so objavljali razne grozljive prizore, ki so se kasneje izkazali kot ponaredki, naprimer množice krst v Lombardiji in tako naprej. Ja, zdaj, počasi se bližamo koncu oddaje. Tjaša Vuzem, kaj je recimo sporočilo pač z vaše strani? Se pravi, mi navadni smrtniki, Slovenija kot majhna država, kaj lahko storimo, kaj bi po vašem morali storiti? Ja, jaz bi eno stvar opozorila še, da ni bilo narejenih nikjer nobenih analiz, nobene presoje, ali so bili ukrepi in cepiva in vse ostalo upravičeni. Se pravi, za kar se borijo tudi v drugih državah, a veste, recimo vedno znova zavračajo v Nemčiji. In ker vemo, da se ni WHO ali Svetovna zdravstvena organizacija dobro izkazala, kako lahko zaupamo zdaj, da bodo unesli dobre spremembe, vse to, kar sem povedala, to finančno ozadje, sedaj se bojo stvari stopnjevale, a veste, dana jim bo možnost legitimna, da bodo uresničili kadarkoli, za katerokoli stvar, tako rekoč, in bomo spet kje? Bomo v karantenah, bomo morali uporabljati točno določena zdravila, profilakso, se pravi, sledenje stikom. Lahko se bomo gibali, če bomo imeli neke digitalne izkaznice, karkoli. Ali mi lahko zaupamo eni taki organizaciji, ki je tako svalila že v tej pandemiji, da bodo sedaj pripravili dober program s tem, da ne nočejo narediti nobene analize preteklih 3 let. Tudi kolega, torej soborec iz Švice je 20-krat naslovil in na parlament, in na sodnike, isto vprašanje, odgovor je bil, nismo za to odgovorni, ne odgovarjamo za to, obrnite se drugam. Se pravi, še nekaj bi povedala. Ampak zelo na kratko, ker smo reži. Zelo na kratko. Mi smo imeli, kar se tiče tudi preventivnih zadev, tukaj je že narejeno, tako rekoč študijo, in to je naredil, ne bom omenjala imena, ker verjetno ne bi hotel, en zelo znan zdravnik mi je povedal, vendar je bil zatrt, torej z ivermektinom, eno študijo, en protokol študije in je tudi predstavil organom določenim, vendar so ga nekako diskreditirali in seveda označili za teoretika zarote. Gre za starejšega človeka. Ne moremo zaupati organizaciji, WHO organizacija, Svetovna zdravstvena organizacija, zadnji stavek, je ugrabljena. Ja. Vladimir, nama je žal zmanjkalo časa, zato žal še ne poznamo zdravila, kaj šele cepiva, ampak z veseljem še kdaj, edino tole bi še dodal, naj se nikoli več ne ponovi, da bo pred zdravstvenimi ustanovami visel napis bolni ne vstopajte. Za danes pa Tjaša Vuzem, magister Vladimir Pirnat, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj je v resnici Svetovna zdravstvena organizacija, že 897. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, ali je Tina Gaber že zamenjala Milana Kučana. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno,
Kdo kaj reče?